GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, je tudi letos ocenjevala kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin. Najboljšim pekovskim izdelkom bodo podeljena zlata priznanja za doseženo odlično kakovost. Ocenjevanje poteka po ustaljenem principu, ki ga že vrsto let nekako uveljavljamo in z njim vrednotimo kakovost pekovskih izdelkov. Projektna ekipa Expedire je pripravila delavnico o pripravi osebnega profila na LinkedInu za učinkovito oblikovanje profila podjetja na tem družbenem omrežju. Še en razlog je v bistvu brezplačen kanal in gremo vsi na LinkedIn. Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kemijske industrije in Združenje papirne in papirno-predelovalne industrije so na sejmu izobraževanja in poklicev Informativa 2018 pripravili poskuse, ki so pokazali, kako lahko kemija pomaga izboljšati življenje. Predstavljeni so bili še novi poklici v papirni industriji ter projekt vajeništva. Danes smo tukaj na Informativi, ker želimo tako mladim, potem tudi svetovalnim delavkam in pa podjetjem predstaviti vajeniški sistem, ki je novost v tem šolskem letu. Na novinarski konferenci na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sta minister Zdravko Počivalšek in magistra Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, spregovorila o pomenu in uspehih vzpostavitve 9 strateških razvojno-inovacijskih partnerstev SRIP-ov. Posebej je bil predstavljen še SRIP MatPro, razvoj materialov kot končnih produktov, ki ga neposredno vodi Gospodarska zbornica Slovenije. Da je SRIP uspešen, govori tudi dejstvo, da je od lani, ko smo dobili potrjen akcijski načrt, v naš SRIP vstopilo dodatno 15 podjetij, ki so na našem področju izredno propulzivna. V Trstu je potekala začetna konferenca projekta Interreg Italija-Slovenija krožnemu gospodarstvu naproti, sledljivost izdelkov iz recikliranih polimernih kompozitov, utrjenih s steklenimi vlakni. Ti materiali imajo izredno dobre lastnosti, a ko pristanejo med odpadki, bi lahko poskrbeli za njihovo kakovostno predelavo. The objective of the project is ambitious because we want to turn a linear economy business model of fiber reinforced composites in a circular economy business model of this kind of artifacts. Na GZS je potekala francosko-slovenska konferenca o pospešitvi gospodarskih bilateralnih aktivnosti med Slovenijo in Francijo. Francija tradicionalno sodi med 5 ključnih zunanje trgovinskih partneric Slovenije, slovenskim podjetjem pa nudi tudi številne druge poslovne priložnosti. Prav krepitvi blagovne menjave in obojestranskih investicij je bilo na konferenci namenjeno največ pozornosti. We are very good partners within the European Union, and so we have a perfect ground to build up and to develop even better and even higher the level of our relationship. Številni veleposlaniki in ekonomski svetniki akreditirani v Sloveniji so se na GZS udeležili tradicionalnega srečanja s slovenskimi gospodarstveniki. Taka srečanja so pomemben prispevek k uresničitvi vizije Gospodarske zbornice Slovenije do leta 2025. V kateri smo si zamislili, da bomo od 32 milijard evrov izvoza v letu 2016 skočili na 50 milijard izvoza leta 2025. Tega ne moremo narediti sami brez vpetosti v mednarodno okolje.